Zadnji avtomobilski salon v Sloveniji je bil leta 2017 v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču in takrat smo na njem aktivno sodelovali tudi mi. Pripravili smo vam tehnološki paviljon, v eno halo smo zbrali najsodobnejše tehnologije in vam jih predstavili, zato da potem, ko ste se šli sprehajati po halah, da ste od tistega obiska lahko odnesli več. En tak šnelkurs, zato da, ko ste sedli v avtomobil, ste bolj vedeli, zakaj gre. In seveda, to, da ste lahko sedli v avtomobil, to je bilo zelo, zelo pomembno. Mi nismo zaprli nobenega avtomobila. Verjamemo, da je izkušnja ne samo ogleda, ampak tudi uporabe vozila tu lahko maksimalna samo na način, da se človek usede v avto. Zato so vsa naša vozila odprta. Ampak ni dovolj, da v avtomobil samo sedeš. Moraš ga tudi zapeljati, da ga lahko zares izkusiš. No in prihodnji vikend bo tukaj na poligonu na Vranskem potekal avtomobilski salon, na katerem pa avtomobile ne bomo samo gledali, ampak jih bomo tudi vozili. Vseh avtomobilskih znamk sicer ne bo, ampak bo pa celoten nabor velikega avtomobilskega trgovca Emil Frey. Gospod Jožko Tomšič, a se vi v sekciji avtomobilskih uvoznikov ne znate zmeniti, da bi pa res Slovenci pa potrebovali avtomobilski salon? Ja, znamo se zmeniti, ampak klasičen avtomobilski salon je, se zdi, preteklost. Tudi v Evropi več tega ni, ne? Tako da ne vem, kaj bi se glih pogovarjali, ker prvič smo premehni, ne? Drugič pa, kot sem omenil, počas gre to iz mode in definitivno ne bomo te zadnji, ki bomo sprejemali te odločitve. Kaj v bistvu niso več smiselni današnji klasični avtomobilski saloni? 2017 na Gospodarskem razstavišču smo mi pripravili takrat razstavo teh avtomobilov za cirka 300 000 evrov plus na znamko. Tukaj bo strošek bistveno cenejši, predvsem pa računamo na to, da je to nekaj novega, nekaj drugačnega, ne? Da to ni klasičen salon, kjer se avti lahko samo tipajo, gledajo, ampak tukaj se preizkušajo. Verjamem, da bo več debat, več možnosti za testne vožnje, za preizkušanje avtomobilov na različnih platformah in tako naprej. Čar avtomobilskih klasičnih salonov je bil tudi v tem, da smo imeli veliko reflektorjev pa lepotice pred avtomobili. Tega tukaj ne bo? Tega tukaj ne bo, mi bomo postavili tokrat avte v prvo vrsto, tako da avti bojo tiste lepotice in lepotci. Zakaj dejansko pa je pomembno, da pridemo sem na avtomobilski salon? Dinamično. Prav zaradi tega, ker menimo, da zelo težko s to testno vožnjo, ki jo ponujamo v salonih, pričaramo vse tiste dobre lastnosti avtomobila. Tukaj bo tega bistveno več. No, bi potreboval kakšen primer konkretno. A greva kar recimo z Alfa Romeo. Kaj bo Alfa tukaj ponudila, česar ne more v prodajnem salonu? Pri Alfi je tako, pri Alfi morajo malo zaškripati gume. In zdaj na klasični testni vožnji to ne gre. Tukaj bo pa prav posebej proga pripravljena za te stvari, tako da tisti navdušenci vročekrvnih avtomobilov, motorjev bodo lahko tukaj to preizkušali in ta glas bojo tudi doživeli. Kaj pa Citroen tukaj na poligonu? Kaj bo počel? Ja, Citroen ponuja predvsem udobja in to je njegova res tista velika prednost. Tukaj na poligonu bomo poskušali pokazati, da udobje pomeni tudi stabilnost v Citroenu. Poleg tega bo pa tukaj premiera pri Citroenu, gre za novega malčka, to je Ami. Z veseljem ga bomo pokazali vsem občinstvu, tako da računamo tudi na uspeh tega modela. Po abecedi naprej je potem DS. Kaj bo DS? DS je pa vendarle znamka, ki jo ponovadi tipamo pa gledamo. Ja, pri DS-u gre za francoski prestiž. Detajli v tem avtomobilu vam vzamejo sapo. Prepričan sem, da ko se usedemo v avto, najprej rabimo nekaj minut, da vse to pogledamo, kar pade v oči. Res pa je tudi, da ta avto potrebuje cesto, rati na cesti in kombinacija enega z drugim je odlična. Fiat. Pri Fiatu bomo to pot se bolj naslonili na Fiat 500.
pokazali vse možne izvedenke, tudi take brez strehe, prihaja poletje, tako da veter v laseh. In ti avtomobili so res retro, ampak moderni, zelo zanimivi, ne samo za mesta, tudi za izven, tako da vse te različice, ki jih Fiat ima, ponujajo res v tem avtu vse možno. Po vrsti naprej imamo potem Hondo. Honda, zelo zanimiv produkt, zelo varčen avto, ampak kljub temu zelo živ. In ta varčnost in kako je živ, ponavadi ne gre skupaj, ampak Honda dokazuje, da se tudi tu da, da bo to nekaj, kar ne boste imeli možnosti preverjati vsak dan. Pa da je tudi zelo lahkoten. Zelo. Kaj bomo lahko preverili pri džipu? Ja, džip mora biti umazano, ker je pač avto za off-road, tako da na off-road testni vožnji boste lahko to preverjali, preizkušali. Dejstvo pa je, da pri džipu bomo tudi pokazali najnovejši džip, evropski avto leta, Jeep Avenger, kjer pa že električni pogon prihaja tudi v te avtomobile, tako da tukaj bo veliko dela za debate. Kaj boste pokazali pri Mercedes-Benzu? Pri Mercedes-Benzu bomo pokazali nekaj najnovejše tehnologije. Sami veste, da ta znamka res ima visoko tehnologijo. Potem je tukaj zelo veliko asistenčnih sistemov, nam znanih, neznanih. Gre za znamko, ki postavlja res na prvo mesto tudi varnost. Štirikolesni pogon, štirikolesno krmiljanje, tako da tega je pri Mercedesu ogromno. Mitsubishi? Ja, pri Mitsubishi to je znamka z 89-letno tradicijo na štirikolesnih pogonih, tako da atribute ima. To bomo tudi tukaj pokazali, predvsem pa bomo pokazali tudi te pogone na elektriko. Na off-road poligonu? Tudi. Super, se pravi potihem na elektriko. Potihem na elektriko na off-road poligonu, ja. In še Peugeot. Ja, pri Peugeotu gre za znamko dobro poznano. Majhen volan, nižje postavljen volan, višje postavljeni merilniki, to je že moto Peugeota kar nekaj let, zadnjih 10 let. 12 let, ne? 12 celo, ja. In v različicah, ki bojo tukaj predstavljene, seveda je to tukaj zraven, športna kombi, limuzina, potem pa tudi pri Peugeotu čaka presenečenje za vse, ki bojo tukaj zelo tak športen avto bo na voljo. Tisto z zelenimi črtami? Tisti, da. Super. Ampak tukaj bo šlo tudi za vozila, ki nimajo samo 4 kolesa, ampak včasih tudi več, ne? Ja, predstavili bomo tukaj tudi naše gospodarske znamke. Seveda zvezda bo Unimog, ta bo tudi na off-road poligonu za vse tiste, ki si pa želijo preizkušati kaj od res take tehnologije. Sicer pa bo tukaj tudi elektrika pri kamionih. Radi bi pa tudi pokazali v bistvu prestiž, ki ga daje ta kamionska kabina, ker tam so potovanja nekoliko daljša, običajno kot z avtomobili, tako da verjetno kaj od tega, kar je v kamionih, nas čaka tudi mogoče v prihodnosti v avtomobilih. Ok, objektivno dejansko lahko se strinjamo, da je pestra ponudba, se pravi, če bi želeli vse te avtomobile pogledati, bi po prodanih salonih se kar nekaj časa sprehajali. Tako da, hvala za tole. Hvala vam. Dragi gledalci, jaz bi pa vseeno spomnil, da preden pridete sem na Vransko preizkusiti tele avtomobile, da pa greste na naš YouTube kanal in pogledate, kaj smo o vseh teh avtomobilih že povedali.